Historični seminar je cikel vabljenih predavanj, ki na Znanstveno-raziskovalnem centru SAZU že 26 let privablja radovedne poslušalce z vseh vetrov. Domači in tuji predavatelji na poljuden način predstavljajo svoja izvirna dognanja, ki jih lahko na to v obliki znanstvenih razprav objavijo v publikaciji Historični seminar. Historični seminar je že 13. po vrsti, prinaša pa izbor 9 razprav, ki jih je prispevalo 10 slovenskih, hrvaških, avstrijskih in nemških raziskovalcev. Uredili sta ga Katarina Šter in Mojca Žagar-Karer. Historični seminar se ne omejuje le na zgodovino, ampak rade volje prisluhne tudi drugim humanističnim in družboslovnim vedam. V Historičnem seminarju 13 so se tako znašli prispevki z področja zgodovine, geografije, komparativistike, etnomuzikologije in kulturne antropologije. Morda ne bo odveč, če jih v nekaj besedah predstavimo. Monografijo uvede članek Johannesa Seidla, ki se ukvarja s srednjeveško zgodovino Dunajske univerze, kot se ta kaže v profilih njenih slušateljev in predavateljev, nadaljuje pa se s člankom Bojana Godeše o spremembah v vrednotenju druge svetovne vojne na Slovenskem po padcu Berlinskega zidu. Na to nas Verena Perko spomni in opomni na nedavno tragično uničenje starodavne Palmire. Primož Gašparič pa pregledno predstavi zgodovino in razvoj kartografije, zlasti slovenske. Marlena Plavšič poda zgodovinski pregled obravnave duševnega zdravja, Urška Bratoš pa analizira kontekst, ustanovitev in delovanje Delavskega podpornega društva v Kopru v 19. stoletju. Erwin Köstler in Andrej Leben razpravljata o različnih metodoloških pogledih na sodobno koroško slovensko literaturo v Avstriji. Drago Kunej pa se v svojem prispevku posveča popularizaciji in komercializaciji ljudske glasbe. Monografijo sklene kulturno-antropološki prispevek Kornelije Ehrlich o Ljubljani kot ustvarjalnem mestu. Hvala lepa.